sekcija Godbe Medvode, kot ste že opazili tudi mediji, ustvarja že zdaj 3 leta recimo, bom na pamet rekel 3 leta. Tako bom rekel, začetki so bili dosti, bom rekel, težki, ker smo šli res od začetka. Zelo sem vesel, da se je naš basist Blaž Istenič res, da je z Anžetom sinom nastopil, da je osvojil te prvine tudi basiranja, bom rekel, po harmoniji, po akordih, ne po notah. Vse ste videli mogoče, da je imel stojalo, ampak ne bere not, pač bere harmonijo, akorde in nam v bistvu taka sekcija, kot je jazz sekcija, veliko pomaga kot orkestru. Saj, kadar damo kakšen zabaven program gor ali pa kaj takega, se res pozna in je tako lažje delati. S tem namenom je bila tudi ustanovljena. Zelo smo veseli, da smo danes spet tlele v baru pri Kulturnem domu. Kako bi nas pa opisal? Ja, zmer boljši smo. Tokratni zasedbi jazz sekcije Godbe Medvode sta se pridružila, in to ne prvič, jazz inštrumentalist Matic Nikola in prvič jazz pianist Blaž Pahor. Saksofonist Matic Nikola je naš v bistvu redni gost, z nami sodeluje pogosto na veliko koncertih. Pokličemo ga tudi za branje not, čeprav smo vedeli, da je res mojster improvizacije. Sodeluje z nami pogosto. Pianist je pa Blaž Pahor, sicer vodja Big Banda Nova v Novi Gorici, super glasbenik, končuje, mislim, da kompozicijo v Gradcu. Upam, da bomo še sodelovali z njim. Tokrat je on prvič z nami. Žal jazz pianista v Medvodah nimamo, ampak za takale, bom rekel, sodelovanja se priporočamo najboljšim glasbenikom. Tokrat so jazz sekcijo zastopali poleg dirigenta Godbe Medvode, sicer pa vsestranskega jazz inštrumentalista Roka Škorlja, še saksofonistka Irena Sonč-Lenc, na tolkalih Rok Jamnik, ter na bas kitari Blaž Istenič in na trobenti njegov sin Anže. Je tole vajen prvi skupni intervju? Intervju je pa ta prvo, ja. Ja. Koliko časa pa že skupaj igrate v Godbi Medvode? A skupaj? To už pa ti vedel, kdaj je začel, ne? Mislim, da 8 let, ne, malo manj, 7. Tam nekje. Vaša kilometrina? Čez 30 let. Koliko Isteničev je sedaj v Godbi Medvode? 5. Poleg trobente, bas kitare, potem je še najmlajši na bobnih, najstarejši na klarinetu, žena pa na melodičnih tokalih, pa na bobnih tudi. Vprašala, kakšen status ima trobenta v vaši družini? Ja, jaz sicer sem začel s trobento, ampak sem zmer govoril, ko bom enega pripeljal v Godbi, da začel trobento igrati, bom jaz kakšen drug inštrument. V prvem planu je bila sicer tuba, ampak je pa prišlo do tega, da sem nekako bas kitaro v roke vzel, da sem pa na bas kitari. Mogoče tuba še pride. Trobenta tudi tvoja prva odločitev ali pač očetova odločitev zate? Ne, vedno moja prva, že od malega, ko sem ga videl igrati v Godbi. Kako vam srce zapoje, ko slišite sina igrati? Dobro, da je to trobenta glasna, ker drugače bi se moj srce slišal, ne? Zdaj pa ena hitra osebna izkaznica. Trobenta je tvoja življenjska odločitev. Torej, študiraš? Na konzervatoriju za glasbo, jazz, pri profesorju Davidu Jarhu, 4. letnik in ja, planiram tudi naprej študirati v tujino. Kje je najboljša jazz scena, torej najboljša jazz podlaga? Mislim, na Dunaju bi rekel po moje za zdaj, kar je blizu nas. Kdo je odločil, kateri program bo danes? Ja, predvsem naš dirigent Rok. On je tudi doma v jazzu, tako da predvsem on je pa kakšno našo željo tudi upošteval. V tokratni program je dirigent Godbe Medvode Rok Škorl delno vključil program, s katerim je jazz sekcija odlično nastopila na letošnjem festivalu malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu, ki poteka pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenija in prejela, tako kot že lansko leto,
tako kot tudi mladinska sekcija godbe Medvode Zlato plaketo. En del smo pa dodali, ker zdaj tak koncert, kot je danes, pač potrebuje programa vsaj 1 uro in sem zelo vesel, da smo sestavili, smo se pa trudili, da bi šli v, bom rekel, večje število stilov, kot so recimo Latin, swing, balada in tako naprej. Je to tudi sestavni del novoletnega koncerta, kakšna skladba oziroma je program za novoletni koncert, ta res veliki, običajno zelo dobro obiskan koncert, že pripravljen? Program je že pripravljen, bom pa tako rekel, že vnaprej razmišljam, kako bi vključil jazz sekcijo, da bi tudi samostojno nastopila, ker vemo, da na naš koncert pride blizu 1000 ljudi vsako leto in bi bilo fino, da jih predstavimo tudi tej množici, čeprav smo danes, bom rekel, dosti napolnili tale prostor, da ga naslednjič še bolj. Zanimivost. Na tokratnem koncertu so bili prisotni kar 4 dosedanji predsedniki godbe Medvode, ki beleži že 96 let delovanja. Na odru Irena Sončlenc, med poslušalci v Baru kulture 313,6 pa nekdanja Uroš Oblak in Vika Kranjc ter aktualni predsednik Klemen Avguštin. In izziv godbe Medvode v letošnji sezoni? Za letošnjo leto lahko rečem, da sem kar navdušen, ker smo pa dobili kar nekaj novih članov. Mislim, da jih je nekih 7-8 tam nekje. Res je, da niso vsi Medvodčani, ampak vseeno, lažje nam bo delati. Vabimo pa seveda vse glasbenike, ki jih zanima muziciranje z nami. Tudi če kdo gleda TV Medvode, pa ni Medvodčan, recimo, da se je priselil v Medvode, ga lepo vabim, naj nas kontaktira, naj predstavi svoje znanje, se spoznamo, pa vidimo naprej.